Pozdravljeni, dragi gledalci! Danes bomo govorili o rimski vojski in o rimski vojaški politiki. Rimljani so se vedno bojevali za ozemlja ali za njihovo zavarovanje. Razvili so obrambne vojne. V zgodnjih obdobjih so se res bolj ali manj branili, pozneje pa so osvajali širna ozemlja, da bi zavarovali prej zavzeta. V 5. stoletju pred našim štetjem so Rim obdajali sovražniki, ki so želeli dobiti prevlado nad njimi ali pa njegovo rodovitno nižinsko ozemlje. Rimljani so zato sklepali zavezništva z latinskimi mesti in zaradi diplomatskih in organizacijskih sposobnosti postali vodilni v teh zvezah. V drugi polovici 5. stoletja pred našim štetjem so Rimljani prišli iz obrambe v napad. Do leta 280 pred našim štetjem jim je uspelo osvojiti Apeninski polotok južno od reke Rubikon. Za osvojitev številnih ozemelj se morajo Rimljani zahvaliti vojski, za ohranitev oblasti in vpliva pa svojemu odnosu do poraženih ljudstev. Dajali so jim različne pravne položaje. Latinska mesta so bila nekje med polnopravnimi Rimljani in drugimi italskimi zavezniki. Glede sklepanja poslov, pravnih tožb in sklepanja zakonske zveze so bili njihovi prebivalci enaki rimskim državljanom. Rimsko državljanstvo pa so dobili leta 89 pred našim štetjem. Zavezniki so bili vsa nelatinska ljudstva na polotoku, s katerimi so Rimljani sklenili uradne pogodbe. Ohranili so svoje navade in zakone. Rimu pa so bili dolžni vojaško pomoč, ta pa je zanje vodil zunanje zadeve. Ker so zahtevali državljanske pravice, je prišlo do zavezniških vojn, ki so trajale od leta 90 do leta 88 pred našim štetjem. Državljanstvo so dobili leta 89 pred našim štetjem. Municipi so bili samostojna mesta z lokalnimi navadami in upravo. Vsi svobodni člani skupnosti so dobili rimsko državljanstvo, plačevali so vojni davek, kolonije so lahko imele status latinskih mest ali pa so prebivalci imeli državljanske pravice. Za ustanavljanje kolonij so Rimljani utrjevali oblast v italijanskih pokrajinah, vanje so naseljevali državljane brez zemlje in jim v okolici dodeljevali polja. Tako se je širila romanizacija, hkrati pa so se znebili vojske revežev, ki bi v Rimu lahko povzročila težave. Pri urejanju razmerij do podrejenih ljudstev so se Rimljani držali načela deli in vladaj. Podpihovali so politične, vojaške in gospodarske razlike med podrejenimi ljudstvi. Da bi preprečili razvoj enotnega nasprotnika manjšim skupnostim, so preprečevali povezovanje v večje enote, ki bi lahko ogrozile rimsko nadvlado. Pravni položaj poraženih skupnosti je bil pogosto odvisen od njihovega ravnanja v vojni. Glede na njihovo sodelovanje v vojni so jih Rimljani podredili in jih vključili v svojo državo, sklenili z njimi zavezništvo ali pa jim pustili avtonomijo in prebivalcem podelili rimsko državljanstvo. Podrejenim ljudstvom so dajali različne privilegije, olajšave in darove in jih med seboj tudi sprli. Privilegiji rimskega državljanstva so bili dostopni tudi drugim italskim ljudstvom, predvsem prebivalcem latinskih mest. Rimski jezik in način življenja sta se razširila po Apeninskem polotoku. Nobeno antično ljudstvo ni vojskovanje jemalo tako resno kot Rimljani. V času širjenja države in pri zagotavljanju njene varnosti so razvili močne in učinkovite vojaške enote, vedno pripravljene na boj. V obdobju cesarstva je bila rimska vojska uničujoč bojni stroj, ki so ga lahko hitro premeščali iz enega dela imperija v drugega. Vojaška služba je bila verjetno že od nastanka Rima obveznost vseh državljanov. Ker so se morali z opremo in z orožjem oskrbovati sami, je vojskovanje postalo opravilo bogatejših. So bili Rimljani razvrščeni v premoženjske razrede. Najrevnejši v vojski niso sodelovali. Ker se je Rim širil in je bilo dolgih vojaških pohodov vedno več, je rasla potreba po večjemu številu vojakov. Vojskovodja Marij je odpravil novačenje na podlagi premoženja in omogočil vstop v vojsko najnižjemu sloju. Nastal je nov tip vojske, ki je bila glede plačila odvisna od vojskovodje in zato zvesta predvsem njemu. Vojska, v katero so lahko vstopili starejši od 16 let, je postala poklicna, dobro opremljena, izurjena in oskrbovana, ki je omogočala častihlepnim vojskovodjem preboj na oblast.
Legionarji so poleg plačila dobili tudi del plena po bitki, veterani pa po dolgoletnem služenju posestva v osvojenih provincah. Rimska vojska je bila najpomembnejša institucija v državi in je v mirnem času opravljala vrsto družbeno koristnih del za civilno prebivalstvo. Namreč, ko se vojaki niso urili na bojiščih in se učili taktik, so gradili ceste, vodovode, mostove, kanale in upravne stavbe. Oprema legionarja je obsegala gladi, to je bil kratek meč in lahek ščit. Pogosto pa so tudi imeli kratko dvorezno bodalo, za metanje pa so uporabljali dolgo kopje. Imeli so usnjene ali kovinske čelade in kovinske prstne oklepe ali verižne srajce. Pod oklepom so nosili volneno tuniko. Vojaški sandali so bili močni in zračni. Na podplatih so bili okovani, da so lahko prestali dolge pohode. Vojaki so s seboj nosili še kramp, sekiro, žago, lonec za kuhanje, menaško, 2 kola za palisado in žito za 15 dni. Prenašali so okoli 40 kg in hodili tudi po 30 km na dan. Po vojskovodji, ki je vpeljal to obveznost, so jih imenovali Marijeve mule. Največja enota je bila legija. Število vojakov v njej se je spreminjalo, vendar jih je bilo najpogosteje 6000. Legije so se delile na kohorte, po 600 vojakov, maniple po 200 in centurije po 100 pešakov. Lahko pa jih je spremljala tudi konjenica, ta je štela okoli od 100 do 200 mož, ki je opravljala predvsem izvidniške naloge. Legionarji so bili vsi rimski državljani, za konjenico in pomožne enote pa so navačili tujce. Tujci pa so bili tudi lokostrelci, pračari in metalci kopij. Vsi pa so morali podpisati, da bodo služili vojski 20 let in pozneje še 5 let v veteranskih korpusih. Rimljani so se prijavljali v vojsko zaradi plačila ali slave. Ker je delovala po vsem imperiju, so se ji pridružili med drugimi tudi tisti, ki so želeli videti svet. Vojska pa je tudi omogočala dvig na družbeni lestvici. Čeprav je bil častniški položaj rezerviran samo za pripadnike višjih slojev, ki pa so imeli izobrazbo, bogastvo in položaj v družbi, se je lahko do čina centurion povzpel tudi navaden kmet. Rimska vojska je bila znana po številnosti, izurjenosti in dobre oborožitvi in strogi disciplini, ki so jo zagotavljali s kaznimi. Vsak prekršek je bil kaznovan z udarci. Enoto, ki je bila strahopetna ali neposlušna, je čakalo decimiranje. Toda kaj sploh je decimiranje? Vojake so razdelili po skupine, po 10, in vsaka skupina je izžrebala enega vojaka, ki so ga drugi potem kamenjali ali z palicami pretepli do smrti. Pri žrebu se niso ozirali na položaj ali ugled. Preostali vojaki so namesto pšenice za dnevni obrok dobili ječmen in so prenočili zunaj tabora. Enoto, najpogosteje kohorto, so tako hoteli zastrašiti in spodbuditi, da postane bolj disciplinirana in poslušna. V obdobju cesarstva je k vojski spadala tudi elitna pretorijanska garda, ki jo je ustanovil cesar August. Sestavljajo je 12 enot s po 1000 vojaki. Bili so zelo dobro plačani. Njihova naloga je bilo varovanje cesarja in njegove družine. Kmalu so postali pomembna politična sila. Pretorijanci in njihov poveljnik so velikokrat vplivali na odločitev vladarja ali pa ga celo nasilno odstavili in nastavili novega. Mornarica je po moči zaostajala za kopensko vojsko, a je bila kljub temu pomembna sila. Po Italiji in Sredozemlju so zgradili številna oporišča z veliko vojaki. V največjem Mizenu je bilo menda skorajda 10 000 mož. Med državljanskimi vojnami je bila mornarica protiutež pretorijancem. Bojne galeje s številnimi veslači so prevažale enote čez morje. Regionalne mornarice pa so varovale bližnje obale in mejne reke ter zatirale upore v provincah. Dobro opremljene ladje so patruljirale po Donavi in Renu. Rimska vojska je imela veliko tehničnega znanja. Razvili so številne nove oblegovalne taktike in bojne stroje. Pri obleganju je 27 legionarjev recimo sestavilo želvin oklep. Nad glavami so tesno združili ščite in tako dobili oklep, ki jih je varoval pred izstrelki. Za obleganje so razvili premične naprave, recimo musculus, oven,
katapulte, jurišno lestev in baliste. Rimljani so se pred vpadi barbarskih ljudstev zavarovali za gradnjo limesa. To je bil utrjen obmejni pas s sistemom povezanih trdnjav in vojaškimi posadkami od Britanije do Črnega morja. Gradili pa so jih tudi v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu. V Britaniji so recimo postavili Rimljani 117 km dolg zid z 2 jarkoma in utrjenimi stolpi. Ta zid imenujemo tudi Hadrianov zid. Podobne obmejne linije so bile še v Germaniji, Retiji in Numidiji. Drugje, kjer pa niso postavili limesa, so pa postavili razsajene utrdbe. Rimska vojska je v osvojenih predelih gradila vojaške tabore, kjer so se vojaki namestili ter zaščitili opremo in zaloge. Tabor pa je bil nenehno oskrbovan. Za gradnjo tabora pa so bili zadolženi rimski vojaški inženirji. Tabor so lahko postavili v nekaj urah. Ponavadi je bil tabor četverokoten, s stranicami po 600 metrov, obdan z jarkom in utrjen s palisado. V njem sta bili 2 legiji, ki jo je vodil konzul. Določeno je bilo, kje bo stal poveljnikov šotor, kje bodo spali legionarji in kje bodo nastanjene pomožne enote. Stalni tabori pa so imeli veliko lesenih in kamnitih stavb. V bližini tabora pa so se razvila naselja z trgovinami in gostilnami. Prebivalci teh krajev so se preživljali s poklici in dejavnostmi, ki so jih potrebovale enote. Vojaki pa so se v prostem času zabavali, kockali, hodili v terme, ker pa se niso smeli poročati, so jih spremljala dekleta. Mnogi so imeli prepovedana razmerja z lokalnimi ženskami. Z rimsko vojsko pa se je tudi širil latinski jezik in način rimskega življenja. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.